novica, da je nadzorni svet Luke Koper, našega edinega slovenskega pristanišča, stavil na čelo Gašperja Mišiča, smo v Slovenski ljudski stranki sprejeli z presenečenjem in z ogorčenjem. Zakaj? Zato, ker menimo, da je to politična katastrofa te koalicije. Politična katastrofa predsednice vlade, ki eno govori, drugo dela. Politična katastrofa je tudi predstavnikov delavcev v nadzornem svetu, ki so vedno zagovarjali in stali na strokovnosti, zakonitosti, transparentnosti in seveda vse v skladu razvojnih možnosti in seveda videnja Luke Koper. Na tej črti so tudi predstavniki delavcev pogoreli. Torej, povožena je stroka, zakonodaja in vsi interni predpisi, izkušnje in vse naprej. Okronali so Gašperja Mišiča in pričakujemo v Slovenski ljudski stranki, da bo ta koalicija pokazala z dejanji od poklica gospoda Klobasa, ki se je imenoval za nepolitičnega nadzornika, dejansko pa je politični, saj za njim stoji sorodstvo Jamnik, da ga bo odpoklicala z tega mesta in da bo na to mesto imenovala res dejansko človeka, ki je strokovan in ki si takih spodrsljajev ne bi dovolil. Dejansko v Slovenski ljudski stranki ocenjujemo in tudi osebno sama čutim kot preprost državljan te Slovenije, da je ljudstvo nekako zvedeno, prinašamo ga okrog, eno govorimo, drugo delamo. Gre za poseben primer čistega zavajanja, ko ne moremo iz preteklosti in postaviti to politično kadrovanje na nove temelje, na temelje Evrope, kjer bi Evropa v nas videla enega, da rečem, spreobrnjenega, enega spremenjenega partnerja, ampak ne, vezani smo na balkanske posle. To je politično balkansko mešetarjenje in ne znamo s tem preseči. Ker sem sama iz Primorske, bi še rekla, Primorska naj ostane. Naj Primorci, naj Istrijani, ki živimo tam, še posebej povedo, da je to nesprejemljivo, da to počnemo v Luki Koper, v našem pristanišču, ki nam nudi preko 1000 delovnih mest. Jaz bi temu dodal, temu dodal samo to, da je to, kar se dogaja v zadnjih dneh, sedaj na očeh slovenske javnosti, rezultat tudi tega lanskoletnega nasprotovanja slovenskemu državnemu holdingu, da je šlo v primeru ustanovitve slovenskega holdinga za poizkus, da se to korporativno upravljanje spravi na višji nivo, da se spravi tudi v okvir priporočil OECD-ja in tistim, ki ni bilo lansko jesen, oziroma lansko drugo polovico leta jasno, kaj počne predvsem največja sedaj koalicijska stranka, ko je nasprotovala slovenskemu državnemu holdingu, ima danes to moč videti v praksi, ko se na očeh slovenske javnosti resnično norčujemo iz vseh teh dogodkov. Sam osebno tudi zelo nasprotujem takšnemu imenovanju. V lanskem letu, ko sem imel možnost kot minister vlade Republike Slovenije v enem delu, ko so se tudi poskušali v vladi takšni poizkusi na področju energetike, v primeru Gen energije in pa tudi na primeru Alkona, v primeru gospoda Tirka, sem sam tudi aktivno nasprotoval tem stvarem. Mislim, da bi to moralo danes tudi v koaliciji biti eno od večjih tem. Enostavno si ne znam predstavljati, če bomo na takšen način vodili slovenska državna podjetja, da bomo kamorkoli naprej pripeljali Republiko Slovenijo. Zato pričakujem, da se v koaliciji zelo resno okoli tega pogovori in da se definitivno s takšnim kadrovanjem preneha v slovenskih državnih podjetjih. Še kakšno vprašanje?